poslanec v Evropskem parlamentu. Uvodni govornik pa bo Lojz Peterle, ki je bil prvi predsednik vlade Republike Slovenije. Drugače pa bodo govorniki še dva evropska poslanca, Elmar Brok in László Tékes, ter dr. Janko Prunk, ki je profesor na Fakulteti za družbene vede. Konferenco bo moderirala gospa Andreja Valič. Ob tem dogodku bo predstavljena tudi priložnostna razstava s slikovnim gradivom prvih demokratičnih volitev v Sloveniji. Razstavo je pripravil Študijski center za narodno spravo. Zdaj pa vadim kar magister Andreja Valič v besedi. Hvala lepa. Gospa Jelka Piškorič je predstavila to konferenco, ki bo čez teden dni v Evropskem parlamentu v Bruslu. Jaz pa bi rada lepo pozdravila vas, spoštovani gospe, spoštovani gospodje, dragi prijatelji, predvsem pa našega današnjega predavatelja, profesor dr. Lovra Šturma. Torej, vsi lepo pozdravljeni na Študijskem centru za narodno spravo, kjer danes obeležujemo 20. obletnico dogajanja izpred 20 let, torej, ko je na Slovenskem na nek način izzveneval komunistični totalitarizem, ko smo šli na prve svobodne in demokratične volitve, ko so se uresničile tiste drzne Pučnikove napovedi, ki so se jim v začetku decembra 1989 smejali, češ da bo Demos zmagal na volitvah, ko so se začele vzpostavljati demokratične institucije in pravna država in ko se je zdelo, da se na stežaj odpirajo vrata v lepšo, svetlejšo prihodnost. Po 20 letih pa se na slovenska tla z neko nenavadno vztrajnostjo ponovno vrača nek zatohel duh preteklosti in poškodovanosti mentalitet, kot je temu rekel dr. Pučnik. O tem pričajo dogajanja v odkritju Hude jame. O tem govori sprejemanje in nesprejemanje resolucije Evropskega parlamenta in pa Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. O tem priča poimenovanje Titove ceste, odlikovanje šefu tajne politične policije, spominske slovesnosti ob 100. obletnici rojstva ideologa totalitarnega komunizma Edvarda Kardelja, potem presenetljiva medijska pozornost rojstnemu dnevu enega od stebrov represivnega komunizma, potem priča praznovanje ponarejene zgodovine v obliki Dražgoške bitke, pa ideološko prirejen kviz zmage, ki ga Zveza borcev brez sramu pošilja v šole in tako dalje, še bi lahko naštevala. V svoji nedavni knjigi o demokraciji nas znani teoretik demokracije, ki sicer prihaja z levega političnega pola, John Keane, opozarja, da je spominjanje in pozabljanje napačnih stvari nevarno za demokracijo. In pravi, da ljudje zagotovo ne razumejo sedanjosti, če ignorirajo preteklost. In še pravi, da prihodnost demokracije je odvisna od preteklosti, ki nenehno učinkuje na sedanjost. In, kar je pravzaprav zelo pomenljivo, opozarja na krhkost demokracije in njenih pridobitev. In če se nam seveda zdi, da so te pridobitve demokracije brezčasne, da so večne, se seveda zelo usodno motimo. Pritrjujem njegovemu mnenju in menim, da ima še posebej veliko odgovornost za prihodnost demokracije tista generacija, ki je doživela totalitarizem in ki ima premalo izkušenj z demokracijo. In seveda sem štejem tudi mnoge slovenske generacije. In zato menim, da je spominjanje dogodkov in procesov, ki so pomembni za demokratizacijo, izjemno pomembno. In zato smo danes med se povabili profesor dr. Lovra Šturma, sjajnega pravnika, profesorja, ustavnega sodnika, predsednika ustavnega sodišča, ministra, predsednika Sveta Evropske unije, pisca bogatih in tehtnih strokovnih del. Danes bo poskušal odgovoriti na vprašanje, ali so bile prve
svobodne in demokratične volitve, obenem tudi poštene. Vabim ga k besedi in potem po koncu predavanja seveda vabim tudi vas, da prispevate kakšno svoje cenjeno mnenje. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo, hvala lepa tudi za povabilo. Vesel sem, da lahko danes na tem mestu. Vidim, da je navzočih tudi kar znatno število tistih, ki smo takrat skupaj sodelovali pri izvedbi teh volitev. Da na tem mestu spregovorim nekaj v retrospektivi o prvih svobodnih volitvah v Sloveniji leta 1990, vsaj po drugi svetovni vojni, in skušam osvetliti tedajna dogajanja zlasti predvsem v volilnem štabu, Demosa pa v Republiški volilni komisiji. Moj pogled bo predvsem, bom rekel, pravni, organizacijsko-pravni. Kajti to je bilo takrat tudi glavno turišče mojega dela. Če se vrnemo v zadnje mesece leta 1989. Oživimo si v spomin, 11. novembra je prišlo do zrušenja Berlinskega zida. Potem, zelo kmalu zatem je prišlo tudi do posebnega načina upora oziroma neke vrste notranjega puča v Romuniji proti romunskemu diktatorju Čaušesku. Te dogodki so globoko pretresli ves tedanji vzhodni tabor in niso seveda ostali tudi brez posledic za dogajanja v Sloveniji. 25. decembra je takratna Republiška skupščina sprejela tudi zakon o volitvah. V tistem mesecu malo predtem je bil tudi v tedanji ČSSR nekdanji doseden Václav Havel v njihovi žametni revoluciji izvoljen za predsednika države. To je bilo nekako mednarodno okolje. V Sovjetski zvezi je perestrojko spodbil Mihajl Gorbačov. To je bilo mednarodno okolje, v katerem smo se takrat našli. In zakon sam je bil objavljen tik pred novim letom, leta 1990, pred novim letom 90, torej v decembru leta, natančneje 29. decembra 1989, zakon o volitvah v Republiško skupščino. Malo pred Božičem me je že takrat poklical dr. Hubert Požarnik in me je prosil, ali bi kot predstavnik opozicije in kot pravni strokovnjak sodeloval v Republiški volilni komisiji in pri delu volilnega štaba Demosa. No, to povabilo sem sprejel, tako da me je Demos predlagal v Republiško volilno komisijo in na moj predlog, ker je nenazadnje tudi, bom rekel, izkaz širine, ki jo je takrat Demos izkazoval, je bil pa za namestnika predstavnika Demosa v Republiško volilno komisijo imenovan pa Matevž Krivic. Član in namestnik sta vedno oba sodelovala pri delu Republiške volilne komisije. To ni bilo tako, da bi namestnik uskočil samo v primere, ko člana ni bilo. Vsi namestniki so bili tudi takrat na sejah. Pač so bili lahko prisotni. Vsi niso vedno bili prisotni, lahko pa so bili prisotni. Zakon, ki je takrat omogočil prehod v volilni sistem, je seveda v sebi nosil še nekatere značilnosti prejšnjega sistema. Predvsem je še vedno obdržal zelo veliko Republiško skupščino z 240 člani, ki jih je še vedno imenoval delegate. O novih
političnih strankah je bil pri imenovanju teh strank zelo previden, imenoval jih je samo politične organizacije. Izraz stranka takrat še ni bil uveden. To so bile pač takrat uradno politične organizacije. Skupščina je bila trodomna, je ohranila sestavo, ki je bila do takrat. Bila je sestavljena iz tako imenovanega družbeno-političnega zbora, ki je štel tako kot vsak od teh treh zborov 80 delegatov, potem izbora občin, v njem so bili predstavniki občin in dveh posebnih, kot so takrat dejali, družbeno-političnih skupnosti. To sta bila mesto Ljubljana in Obala, Koper, skupno 80 delegatov in tudi zbor združenega dela, prav tako z 80 delegati. Torej skupaj 240 članov, 240, bi rekli, danes poslancev, ne, v novem parlamentu. Zakon je, kot vidimo, obdržal prejšnjo sestavo, obdržal je pa tudi nekatere določbe, ki so do tedaj veljale za nekdanje tako imenovane družbeno-politične organizacije. Teh družbeno-političnih organizacij je bilo takrat v prejšnjem ustavno-političnem sistemu 5. To je bila Zveza komunistov kot vodilna idejno-politična sila, potem je bila Socialistična zveza delovnega ljudstva, Zveza sindikatov, Zveza ljudske mladine in Zveza združenj borcev NOB. Kot politične organizacije so se v novem političnem sistemu opredelile 3 z nekoliko drugačnimi spremenjenimi nazivi. Imena so se nekoliko spremenila ali pa so se do tedanjemu imenu dodala nova imena. Tako je Zveza komunistov Slovenije je postala še dodatno Stranka demokratične prenove. Zveza socialistične mladine Slovenije je za enkrat takrat se obdržala tisto poimenovanje ZSMS, pa mu tudi dodala še novo in Zveza socialističnega delovnega ljudstva, SZDL je bilo takrat uradna kritica, je postala socialistična zveza, nekoliko se izkrajšala v nazivu. Nove politične, stare in nove politične organizacije so lahko delovale svobodno, vendar z neko omejitvijo. Nove politične organizacije niso smeli delovati v občinah, prav v strukturi občin, niso smeli delovati v ustanovah, niso smeli delovati v tako imenovanih organizacijah združenega dela, kot so se takrat imenovala podjetja, in v ustanovah in v dejavnostih posebnega družbenega pomena, kot so se takrat imenovali javne službe. Skratka, v ogromnem segmentu, kjer so bili ljudje zaposleni. Praktično v vseh segmentih, kjer so bili ljudje zaposleni, z izjemo kmečke populacije, kjer teh predstavnikov ni bilo. Zanje je zakon omogočil, da smejo ohraniti svoje sedeže, svoje osnovne organizacije v vseh teh okoljih in da smejo v njih tudi delovati še 1 leto po uveljavitvi tega zakona. To je seveda pri volitvah pomenilo izjemno prednost, zlasti tudi pri volitvah v 3. zbor, v zbor združenega dela. Volilni štab Demosa je takrat takoj pričel z delom takoj po novem letu. Štab se je sestavil 3-krat tedensko v dvorani v 2. nadstropju v tako imenovani zgradbi družbenih organizacij na Komenskega številka 7 v Ljubljani. V tej zgradbi je takratni sekretar Socialistične zveze delovnega ljudstva Viktor Žakelj dodelil opoziciji 2 skromni sobici
v katerih sta prej čistilki imeli shranjene svoje orodje. In v eni rezervni sejni sobi smo se pa lahko sestajali predstavniki novih političnih strank, se pravi Demosa, na sestankih volilnega štaba. Tam tudi ta soba je bila v drugem nadstropju, moram reči, da je bila nekoliko groteskna, ker je bila neka vrsta odlagališče in sicer takrat na SZDL je uporabila za to, da je v nje predvsem deponirala svoje zelo številne doprsne ekipe Josipa Broza. Tako da je vse skupaj delovalo groteskno. V tej sobi smo tiste ekipe obrnili proti steni. In smo potem pač tam enostavno opravljali svoje delo naprej. Naj povem, da se volilni štab seveda ni ukvarjal s političnim usklajevanjem kandidatov in z določenim grobo kandidat in z usklajevanjem znotraj samega Demosa. Tega političnega dela volilni štab ni imel. Volilni štab je samo skrbel za pravilno umeščanje kandidatov v volilne postopke. Volilni postopki so bili izjemno zahtevni, zapleteni. Ko bi danes nekdo prišel s takim volilnim zakonom, bi ga zelo verjetno politične stranke razglasile za ustavno spornega zaradi zapletenosti, da je v nasprotju z načelom pravne države in ga dajo v presojo ustavnemu sodišču. Vendar mi smo takrat pač bili smo veseli, da smo sploh dobili zakon o volitvah, stisnili smo zobe in skušali iz tega potegniti največ, kar se da. Kako so bile volitve organizirane? Volitve so bile organizirane tudi, oziroma določene, kako se je volilo, tudi na sorazmerno zapleten način. Kajti, v družbeno-politični zbor se je volilo po novem proporcionalnem sistemu. Po sistemu proporcionalnega predstavništva. V zbor občin se je volilo po večinskem sistemu, tudi po dvokrožnem večinskem sistemu. To pomeni, da je bil v prvem krogu izvoljen tisti kandidat, ki je dobil absolutno večino, več kot 50% glasov. Tisti kandidati, ki so dobili manj, so bili pa izločeni, razen prvih dveh, ki sta se potem pomerila v drugem krogu volitev za zbor občin, ki je bil čez 2 tedna. In potem med sabo tekmovala za to, kdo bo zmagal. Torej, dvokrožni večinski sistem. Zbor združnega dela je imel pa enostavni večinski sistem. Izvoljen je bil kandidat z relativno večino po enem samem glasovanju. Volitve je še dodatno zapletalo to, da so hkrati potekale tudi volitve za predsednika republike, oziroma za predsednika predsedstva republike in za člane predsedstva republike, kjer je bil prav tako uveljavljen večinski sistem z naknadnimi volitvami, če ni bila dosežena absolutna večina v prvem krogu, torej dvokrožni večinski sistem, in hkrati tudi še volitve v lokalne enote, torej v že omenjene občine in obalne skupnosti in mesto Ljubljana. Logistično neverjetno zahteven zalogaj, zlasti če pomislite za nove stranke, ki so se nekatere komaj sploh ustanovile in niso imeli nekakršnega organizacijskega aparata za seboj. In poleg tega so bili še volilni postopki izjemno zapleteni, kajti v seboj so tudi nosili takratne prejšnje ureditve. Takratna prejšnja ureditev pa izhala iz tega, da je treba kandidate za delegate v prejšnjem sistemu predlagati bodisi na zborih delovnih ljudi v delovnih organizacijah ali v občinah ali javnih ustanovah, torej tam, kjer so zaposleni, bodisi v krajevnih skupnostih. In ta sistem se je obdržal. Ta sistem je bil ohranjen. Zakon je, kot rečeno, išel 2 dni pred novim letom
5. januarja smo imeli že prvi sestanek Republiške volilne komisije. Na tem prvem sestanku sem si takrat prizadeval za tolmačenje zakona, ki ga je Republiška volilna komisija sprejela in ki je bilo verjetno odločilno, da je sploh lahko nadaljnji postopek normalno stekel. Zakaj je šlo? Šlo je za to, zakon je dejal, da lahko v zbor združnega dela, taj bi se je najbolj kompliciran, lahko predlagajo kandidate za izvoljene delegate, delovni ljudje in občani v svojih organizacijah. Sestavljalci zakona so takrat dejansko očitno mislili pred očmi, da jih lahko predlagal v svojih organizacijah, tam, kjer so zaposleni zbor združnega dela, oziroma v tistih javnih ustanovah, kjer so tudi te zaposleni v državni upravi, v zavodih in vse povsod. V tem primeru svede opozicija ne bi imela nikakršne šanse, oziroma skoraj nobenih šans. Teh organizacij je bilo 7000, toliko je bilo tudi volišč v zboru združenega dela in logistično je popolnoma nemogoče to pripraviti in zadevo sploh speljati. Opozicija je bila popolnoma nemočna. Sam sem takrat to takoj uvidel in sem na prvi seji Republiške komisije se zavzel za razlago zakona, da pomeni besedna zveza, da smejo kandidate predlagati torej predlagatelji v svojih organizacijah, da to pomeni tudi v novih organizacijah, torej tudi v političnih strankah. Skratka, zavzel sem se za interpretacijo, da je treba politične stranke šteti kot za tisto organizacijo, v katerih se lahko predlaga kandidate. O tem mojem predlogu in tej interpretaciji je takrat na Republiški volilni komisiji 5. januarja 1990 je tekla živahna razprava. Predstavnik, še dobro imamo v spominu, takratne ZKS, Stranke demokratične prenove, to je bil Miloš Čirič, kajti tudi politične stranke so imele svoje predstavnike v Republiški volilni komisiji, je temu nasprotoval. Vendar je bil predsednik Republiške volilne komisije, to je bil sodnik Emil Tomc in njegova namestnica Marija Ode Marinček, ki je bila takrat tudi prisotna, pa tudi takratni sekretar Republiške volilne komisije Marko Gorbič so pritrdili temu mojemu predlogu in tej interpretaciji in Republiška volilna komisija je takrat sprejela svoje stališče, da pač v svojih organizacijah velja tudi za politične stranke, kar je posledično pomenilo, da so bile nove politične organizacije upravičene, da enakovredno kot vsi drugi v tistih 7000 mestih predlagajo tudi svoje predstavnike v zbor združenega dela. Vsaj v tem pogledu je bila ta možnost dana. Čeprav je seveda še vedno to pomenilo velikanski zalogaj, ampak vsaj ni bila ovira, neka ovira, ki bi bila sicer nepremocljiva, je bila takrat v tem pogledu predstavljena. Naslednje, kar se je pokazalo pri tem, da se je Demos srečal seveda z naslednjimi vprašanji. Bilo je razpoloženje med ljudmi, je bilo občutno na strani novih političnih strank. Vendar je hitro postalo jasno, da bo imel Demos, čeprav ima veliko podporo med ljudmi, da to ne bo pomenilo dosti ali skoraj da nič, če ne bo Demos še izpolnil 3 naloge. Najprej, da bo uspel pravočasno dobiti dovolj kandidatov za nastop na volitvah. To se pravi samo za Republiško skupščino 240 kandidatov, poleg tega pa še skoraj neštevilno število kandidatov za vse občine. V občinah je bila podobna struktura. Tudi v občine so bile trodomne,
Domovi so bili glede na velikost občine različno veliki, od recimo 10 v vsakem zboru do recimo do 40 ali še več v večjih občinah, recimo v Ljubljani ali v večjih mestnih enotah. In za vse te je bilo treba najprej dobiti kandidate. Zelo težka naloga. Drugo vprašanje je bilo to, ali se bodo ti kandidati sploh zmogli prebiti skozi izjemno zahtevne birokratske ovire v volilnih postopkih, da bodo sploh imenovani za kandidate v volilnih postopkih. To nalogo smo potem spremljali zelo natančno v volilnem štabu, tu podrobnosti ne bom zahajal, vendar lahko povem, da smo delali v volilnem štabu zelo intenzivno, dobivali smo se 2-krat tedensko, svoje napotke smo komunicirali, smo sporočali vsem novim političnim strankam, pa tudi drugim. Recimo v spominu imam, da je zelo zvesto prihajal enostavno k nam na nasvete še Ali Žardin, novinar Mladine, ki je potem izčrpno vse te birokratske postopke opisoval v Mladini. Sigurno je to uporabljalo tudi takrat na ZSMS kot neka vrste, bom rekel, strokovno orientacijo. Se pravi, pri preboj proti zapletene birokratske postopke in končno naslednje vprašanje, veste, ki je bilo pa še najtežje. Ali bodo volivci med množica kandidatov sploh vedeli, kateri je kandidat Demosa? To je bilo hudo vprašanje. Zlasti s tem zadnjim vprašanjem, smo se ukvarjali tudi v Republiški volilni komisiji in v Republiški volilni komisiji pripravili predlog spremembe zakona. In sicer tako, da bi za imenom kandidata bil naveden tudi predlagatelj, kdo je kandidata predlagal. S tem se seveda tudi ve, katero politično organizacijo takratno ta kandidat predstavlja. To spremembo je takratna Republiška skupščina sprejela in je omogočila. Pri volitvah v družbeno-politični zbor seveda to ni bilo težav, ker itak tam se je vedelo, kdo se predstavniki. Šlo je za to, da se ve, kdo je predlagatelj pri volitvah v zbor občin. In to je bilo spremljeno, to je bilo sprejeto, je bilo možno navesti, niso pa tega dovolili pri volitvah v zbor združenega dela. Z eno izjemo. Če je kandidat to želel, je smelo to biti zapisano ne na volilnem lističu, ampak na velikih razglasnih plakatih, ki so viseli na volišču. Se pravi, ena majhna orientacija, vendar bi rekel še vedno ne dovolj prepoznavna. Zakon je bil potem tudi takrat glede tega pravočasno spremenjen. Potem smo dejansko začeli z volitvami na cvetno nedeljo 8. aprila. Tistikrat so potekale volitve v vse 3 zbore Republiške skupščine in tudi prve volitve za člane predsedstva in za predsednika predsedstva in hkrati tudi volitve za en segment zbora združnega dela. Za tisti del segmenta zbora združnega dela, ki se je volil v kmečki populaciji. Takrat je to izrecno prosil predsednik Slovenske kmečke zveze Ivan Oman in te želje je bilo ustreženo, na ta način takrat tudi dopolnjen zakon. Kajti sicer so pa bile volitve v zboru združnega dela šele 12. aprila. Kasneje zatem. Ker pa so kmete na delovnik, ker so pa kmete med delnikom pač na polju, so imeli možnost takrat voliti ta svoj del v
v nedeljo 8. aprila. Volitve so se nadaljevale naprej. Kot rečeno, v družbeno-politični zbor so bile volitve v celoti opravljene že takrat, na prvo volilno nedeljo, na prvi volilni dan. Demos je osvojil večino, mislim, da 47 delegatov v zbor združnega dela. Volitve za drugi krog pa so bile čez 2 tedna. Na volitvah v drugem krogu je Demos tudi osvojil prepričljivo večino 51 od, mislim, da je bilo 51 od 80 v zboru občin. Na volitvah 12. aprila, ko se je pa volilo v zboru združnega dela, pa je Demos v tem zboru dosegel samo 29 mest od 80 možnih mest. Skupno je imel Demos v takratni skupščini, v takratnem parlamentu 127 poslancev, vendar zaradi specifičnega načina glasovanja, pri katerem so se vsi akti parlamenta, vsi zakoni in vse drugo obravnavali v vsakem zboru posebej, je sredi bil zbor združnega tisti, ki je kasneje, kot se je pokazalo mnogokrat, pač nasprotoval številnim pomembnim odločitvam. Bila bi seveda možnost sklicati skupno sejo vseh 3 zborov. V tem primeru, če bi prišlo do skupne seje vseh 3 zborov Republiške skupščine, bi lahko, vsaj teoretično, Demosovi poslanci za večino 127 poslancev lahko izglasovali tudi zakone, ker so sicer naleteli na nepremostljivo oviro v zboru združnega dela, vendar do skupnih sej praviloma ni prihajalo, ker do skupne seje pa lahko prišlo samo, ne če so to zahtevali poslanci, ampak samo, če je to sklical predsednik skupščine, France Bučar. France Bučar pa sklicu skupnih sej ni bil naklonjen. Jih ni skliceval in zato je pač dejansko ostala v veljavi takšna struktura odločanja, kot je bila takrat določena v samem zakonu. No, mimo grede še povem, da smo na Republiški volilni komisiji seveda določili tudi standarde za opremo volišč, kako mora biti volišča opremljena. Pri tem je bilo najpomembnejše, da smo vztrajali, da volivci morajo voliti tako, da nihče ne sedi za njimi, za njihovim hrbtom in da jih ne more gledati, recimo, kako so volili. Potem smo vztrajali, da morajo biti volilni razglasi z imeni kandidatom obešeni tudi na samem mestu, kjer volivec obkroži imena, torej znotraj tistih malih kabinic volišč. In v večini primerov, vsaj upamo, je do tega tudi prišlo. To so bili neki standardi, ki so bili postavljeni. Zdaj, jaz podrobnosti lahko kasneje o številu volitev in procentih lahko povem, jih imam tukaj napisane, vendar ne želim zdaj posebej obremenjevati te predstavitve in razprave s takimi podatki. Lahko povemo nekaj sklepnih ugotovitev. Gotovo je bila vključitev Demosa v volilne postopke in njegov nastop na spomladanskih volitvah izjemno uspešen izpeljan projekt.
Demos je sproti analiziral volilne postopke in s stvarno utemeljenimi argumenti, tako v Republiški volilni komisiji, kot v Republiški skupščini, za zahtevo za dopolnitev volilne zakonodaje dosegel, da so zamotani volilni postopki, ki jih je zahteval volilni zakon, postali uresničljivi. Z odlično organizacijo volilnega štaba so bili volilni postopki in volilna opravila za skupne kandidate vseh članov koalicije Demos pravočasno pripravljeni in tudi usklajeni z zakonskimi zahtevami. V tem, če želite, lahko kasneje še več povem, tudi to je šlo za neko formalno, ampak zelo zahtevno, bom rekel, oviro, ki bi lahko v mnogih primerih izločila kandidate Demosa. Vendar je bil tudi ta ovira je bila pravočasno upravljena. Vsebinska uskladitev med članicami koalicije Demosa do dokončne določitve kandidatov je bila težavna, vendar uspešna. Pri tej vsebinski uskladitvi, kot rečeno, sam nisem sodeloval, to se je dogajalo znotraj samih teh novih političnih strank, ki so potem prišle s predlogi, ki smo jih morali potem izpeljati, da je bilo pravočasno vloženo. Zadnje tedne pred volitvami, potem, ko so bile kandidature že pravočasno vložene, in to tako za volitve v Republiško skupščino, kot tudi za volitve v občinske skupščine, pa je Demos namenil seznanjenju volivcev za svojo najpomembnejšo nalogo, za imeni svojih kandidatov. Pri volitvah v zbor združnega dela in v zbor občin s tem ni bilo težav, kajti predlagatelji so bili navedeni neposredno za imenom kandidata. V zborih združnega dela pa tega ni bilo. In bila je velika uganka, kako potem, ko je Demos preskočil tisto oviro, da bi moral kandidirati v 7000 volilnih okrožjih neposredno, da je kandidiral pač posredno preko političnih organizacij. Kako seznaniti ljudi s svojimi kandidati, tu je prišla v poštev domislica kranjskega volilnega štaba Demosa, ki so takoj povzeli tudi drugi člani, in sicer ta, da so 3 dni pred volitvami so pač sodelavci Demosa vztrajno zatikali imena svojih kandidatov v zbor združnega dela za brisalce avtomobilov, kjerkoli so pač bili. To je bila edina domislica, ampak rodila je kolikor toliko sprejemljive rezultate. Kajti tista možnost, da bi volivci prebirali volilne razglase za imeni kandidatov, je bila za zbor združnega dela sicer teoretično podana, v praksi pa skoraj da neuresničljiva, kajti teh kandidatov je bilo zelo veliko. Niso bili samo 2 ali 3, ponekod jih je bilo tudi 30 ali 40. Se pravi, skoraj da neuresničljivo, da bi med tisto množico na tistem plakatu, ki je bil, iskal, kdo je pravzaprav predstavnik Demosa. No, če danes retrospektivno pogledamo na takratne volitve in si zastavimo vprašanje o značaju teh volitev, zlasti pa tudi njihove legitimnosti, lahko povemo naslednjo ugotovitev. Da so bile zlasti volitve v zbor združnega dela, so bile s stališča legitimnosti sporne, in to iz več razlogov. Ne samo prvi razlog, da je bilo skoraj da nemogoče oceniti, kdo je predlagatelj voditelja, ampak tudi zaradi nekega drugega razloga. Kajti legitimnost volitev v zboru združnega dela so bile vprašljive tudi zato, ker so bile volitve opravljene v samo enem krogu in je
zaradi tega prišlo do zelo velikega razpona glede na odstotek glasov, ki so ga dobili izvoljeni kandidati. Ta razpon je segal od 58%, ki jih je bil posamezni kandidat, ker je bilo pa izjema, do 8,66%, ki ga je dobil izvoljeni kandidat. Značilno je to, da je nad 50% glasov so dobili samo 3 kandidati. Od 40 do 50% glasov je dobilo svojih glasov samo 8 kandidatov. Od 30 do 40% glasov je dobilo 10 delegatov. Od 10 do 30% glasov je dobilo 27 delegatov. Od 10 do 20% glasov je dobilo 26 delegatov. In pod 10% glasov je dobilo glasov 5 delegatov. To se pravi, da tudi z tega zornega kota je bila legitimnost predstavnikov v takratne zbore zbornega dela seveda izjemno vprašljiva. Največji učitek je pa seveda mogoče naperiti dejstvu, da so nekdanje družbene politične organizacije, ki so se imenovali zdaj politične organizacije, tako kot vse druge, so smele obdržati vse svoje, bomo rekel, ustaljene strukture, pa tudi dejansko prostore in osebe, ki so že do takrat delovale v vseh tistih organizacijah, v katerih so potekale tudi volitve v 7000 voliščih v zbor združenega dela. Tako da z tega zornega kota lahko mi takratne volitve ocenimo kot svobodne in demokratične, čeprav je tudi tu možno izreči nek, ampak manjši pridržek ali pomislek vsaj zaradi pač nespoštovanja načela enakosti volilne pravice, zaradi institucionaliziranega položaja zbora združenega dela in zaradi izjemno zapletene volilne zakonodaje in zelo kratkega časa, ki bo na voljo. Ampak če to odmislimo, pomislek lahko ga pa seveda izrazimo, kljub temu, takratne volitve vendar lahko označimo kot svobodne in demokratične, ne moremo jih opredeliti kot poštene. Kajti privilegij strank, naslednic družbeno-političnih organizacij v razmeru do novih političnih strank je bil preočiten. Nove politične organizacije so bile v izrazito neenakopravnem položaju pri volitvah v zbor združenega dela. Zato sta bile v škodo novih političnih strank je bilo kršeno načelo enakih možnosti za nastop na volitvah. V tem pogledu in v tem zelo pomembnem segmentu takratne volitve ne moremo označiti kot poštene. Pa še tole. O tem je tekla razprava enih prvih sej predsedstva Demosa po volitvah. Spominjam se, kako je Jože Pučnik ob temu takrat zamahnil z roko in dejal naslednje. Na volitvah smo sicer pičlo, a vendarle zmagali. Pred nami so zdaj velike in odgovorne naloge. Slovenija se mora čim prej osamosvojiti in se izvleči iz jugoslovanskega skupnega kotla. Vprašanje legitimnosti in poštenosti volitev pa prepustimo zgodovini. Hvala lepa za pozornost.